Če bi čez 5 let gledali nazaj na ta trenutek, na ta dan, na odločitev, ki jo morate sedaj sprejeti, kaj bi bila najboljša odločitev? Kaj bi bila najboljša odločitev iz te prihodnosti oziroma iz pogleda iz prihodnosti na današnji dan? Moje ime je Aleksander in za temi coaching vprašanji, ki jih dobivate dnevno, želim pomagati čim večjemu številu ljudi, da naredijo preboje, premike, spremembe v razmišljanju in izboljšajo svoje življenje. In ko se boste postavili v prihodnost in iz te prihodnosti pogledali na situacijo, ki se dogaja v vašem življenju, boste lahko odkrili, da posvečate pozornost stvarem in aktivnostem, ki vam niso pomembne, da niste v stiku sami s sabo, da morda nekaj, kar počnete, vam ne koristi. In nekaj, kar ne počnete, bi vam lahko koristilo. In s tem vprašanjem bi vas rad predvsem spodbudil, da izberete tisto, kar je res najbolj pomembno. Ne z vidika tega trenutka, temveč z vidika vašega življenja. Z vidika vrednot, ki jih imate v sebi in vrednot, ki čutite, da so vam ključne in pomembne. Zato vas še enkrat sprašujem, če se danes postavite 5 let v prihodnost in iz te prihodnosti pogledate v ta dan, v ta trenutek, v odločitev, ki jo morate sprejeti, kaj bi bila tista najboljša odločitev? Kaj je tisto, kar je potrebno, da storite danes, da boste šli po pravi poti, da boste sprejeli pravo odločitev in da boste živeli to, kar bi radi živeli v življenju. Hvala, ker ste, hvala, ker delite, hvala, ker všečkate, hvaležimo vaše povratne informacije, predvsem, kako se vam zdi ta pogled iz prihodnosti na današnji dan in kako vam koristi to, da pogledate na situacijo iz drugega zornega kota, da pogledate na življenje iz drugega zornega kota. In ko boste sprejemali odločitve danes in jih boste drugače ovrednotili, boste morda tudi hitreje in lažje izbrali tisto, ki jo čutite, da je prava. Hvala še enkrat za delitev, hvala za všečkanje, hvala za komentarje in zdaj je čas, da kliknete na like, napišite nekaj, oziroma delite, da bomo morda še komu pomagali drugače razmišljati. Hvala, ker ste.